In druga točka, detajli. Vsak projekt lahko je čist mečkana hiška, lahko je, ne vem, modularna vrtna hiša iz 50 kvadrati, vedno zahteva svoje detajle, ki jih je potrebno reševati. In imamo dve poti. Lahko se vsakega detajla v primeru gradbinca, lokalnega obrtnika, lotimo individualno, se o detajlih pogovarjamo, za nekatere detajle vemo, da so dobri, nekatere detajle bomo po vsej verjetnosti delali prvič, ali pa jih bomo delali prvič z določenim podizvajalcem in hitro lahko pač nastane, da ta detajl ali ni primerno narejen, ali ni v skladu s pričakovanji stranke, ali pa ne vem, kaj tretjega. Kubi hiška ima v bistvu dvorezen meč. Veliko stvari imamo standardiziranih. To pomeni, da uporabljamo detajle, ki so tehnično preverjeni, ki so preverjeni, ne vem, na 100 ali pa 200 kubih hiškah in preverjeno delujejo. In so nastali s tem, kar smo že mogoče v preteklosti naredili napako in smo se iz napake nekaj naučili. Primer mogoče dam recimo, ne vem, kako pasati okna pa vrata v okvirje, ali pa mogoče še en primer, kako ravno streho zaključiti tako, da ne zamaka, ali pa kako urediti odvodnavanje iz strehe, zato da voda primerno pač odteka, kako poskrbimo za to, da se listje ne zabaše v odtok. Ne vem, mogoče te dam še en primer, kako uskladiti, ne vem, elektroinštalaterska dela z knaufom, ki pride na koncu, a ne. To so vse stvari, ki jih je pač treba uskladiti in mi imamo standardizirane postopke. Če se kot kupec pustite voditi tem postopkom, pa nam zaupate, potem lahko naredimo zelo lep projekt brez zapletov in vemo, da bo narejen kvalitetno. Se pravi, v primeru gradbinca pa je običajno v teoriji veliko stvari jasnih, v praksi pa se pojavljajo vprašanje zapleti, ki so v večini primerov sicer rešljivi, lahko pa pridemo do izziva, ko bomo rekli, wow, to si pa nisem tako predstavljal, ali pa to sploh ni rešljivo, kako ste si to zamislili, a ne. In spet na tem primeru običajno takrat, ko potegne investitor, ker pač vsak od izvajalcev zagovarja, da je pač svoje delo opravil strokovno, čeprav končni izdelek tega ne kaže.